Prisrčno pozdravljam vse vas, predragi, ki sledite duhovnim mislim preko televizijskih ekranov. Obhajali smo 32. navadno nedeljo, ki je v Sloveniji, rečemo, tudi zahvalna nedelja. Vemo, da je hvaležnost ena najbolj temeljnih človeških kreposti. Na zahvalno nedeljo se želimo duhovniki skupaj z vami Bogu zahvaliti za darove zemlje in dela človeških rok, za službo, stanovanje, obleko, vsakdanji kruh, za zdravje in za vse dobrine, ki nam jih Bog vedno znova naklanja. Hvala mu tudi za največji dar, za vero. Duhovniki se na zahvalno nedeljo tudi vedno zahvaljujemo svojim sodelavcem, to so organisti, pevovodje, pevci, ključari, člani župnijskega pastoralnega sveta, pa gospodarskega sveta, katehistom, katehistinjam, vsem čistilkam, krasilkam cerkve, ženam, ki perejo in likajo cerkveno perilo, pritrkovalcem in ministrantom, ter vsem, ki na kakršenkoli način pomagajo pri delu za cerkev, da je ta lepa, vedno lepa in da je tudi bogoslužje lepo. Vsem naj res Bog stotero povrne. Hvala pa tudi vsem vam, ki darujete za domačo cerkev in podružnice. Hvala tudi za vse, kar na zahvalno nedeljo prinesete v cerkev, te pridelke dela in zemlje, človeških rok in Božje darove. Za vse bomo rekli, naj Bog stotero povrne. Se pa bližamo tudi koncu cerkvenega leta. Božja beseda je temu primerna. Vabi nas, naj obrnemo pogled k poslednjim stvarem, rečem, kakor smo jih nekoč imenovali. Večina verukarjev je vedela, da so te poslednje stvari smrt, sodba, potem pa nebesa ali pekel. Danes raje rečemo tem stvarem eskatološke stvarnosti. Na misel nam prihajajo Jezusove besede: vzdignite svoje glave, kajti vaše odrešenje se približuje. Danes smo slišali priliko o 10 družicah ali devicah, kot so jim rekli, kot Jezus pravi v priliki, ki gredo naproti ženinu, ki prihaja. Gospod je želel s to priliko učencem povedati, kaj je pomen njihovega življenjskega romanja. Hotel jim je pomagati najti odgovor na večno in neminljivo, bi rekli, vznemirljivo vprašanje, kam gremo, kaj je smisel našega življenja. Hoče, da bi premišljevali o tem in se vpraševali v najglobljem smislu našega življenja, naše usode. Pomeni zazreti se v ogledalo Božje volje. Kaj je torej življenje v luči te evangeljske prilike? Vemo, da je govorila o 10 devicah, 5 pametnih, 5 nespametnih. Je dejavno pričakovanje, je čakanje. Občutje pričakovanja daje ton celotnemu prelepemu dogodku in nam pomaga razumeti ga, kakor ga zariše Jezus. Nekoč so imeli po družinah, po vaseh lepe običaje, pričakovanje ženina. Vse življenje se je takrat ustavilo. Vedo, da bo ženin prišel, da bo odpeljal nevesto iz njene hiše. To
misel osvetljuje vse drugo dogajanje. Ušesa so prislonjena na steno, oči zrejo skozi okna. Vsi govorijo samo o njem in čakajo, da se vsak trenutek razleže klic. Glejte, ženin, pojdite mu naproti. Življenje na zemlji, če ga gledamo v luči te prilike, je pričakovanje. Kristjan je človek, ki vsako svoje delo opravlja v skladu s pričakovanjem, v prepričanju, da se bo nekega dne zgodil dogodek, ki bo zanj odločilen. Ne gre za kakšno brezdelno pričakovanje, ko bi nam šlo zgolj za to, da čas mine. Tako je ravnal služabnik, ki je prejel talente, pa jih je zakopal in čakal, kdaj bo prišel gospodar. Družicam iz prilike je njihovo pričakovanje izpolnjevala dvojna skrb. Ohraniti so morale prižgane svetilke in pravočasno iti ženinu naproti. Če to predstavimo v naše življenje, bi rekli, najpomembnejša stvar je čuječnost in zvestoba. Jezus je večkrat govoril o teh razpoznavnih potezah pravega učenca. Verujočega učenca primerja z zvestim služabnikom, ki mu je Gospod naročil, ko je odšel na svatbo, naj varuje njegovo hišo. Ne zaspi, ne izprazni shrambe, ne ravna objestno s svojimi služabniki, ampak ostaja buden in pripravljen, da odpre svojemu gospodarju, ko se ta vrne svatbe nazaj. Vrstica pred evangelijem nam to čudovito pojasnjuje. Bodi zvest vse do smrti in dal ti bom venec življenja. Kaj pomeni biti zvest? Apostola Pavla, ki je prvim kristjanom pisal, je to takole razlagal. Ne naveličajmo se, ko delamo dobro. Kajti, če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi. Dokler utegnemo, torej delajmo dobro vsem, zlasti pa svojim domačim po veri. To pomeni biti zvest Bogu, vztrajati, ne omagati. Čeprav se čakanje lahko vleče in ne vemo, kdaj bo prišel tisti trenutek in naloga postaja zahtevna. Zvestoba in čuječnost postaneta še posebej nujno potrebni zato, ker ne vemo ure, kdaj se bo zgodilo. Bodite čuječi, budni, bi rekel, ker ne veste ne dneva, ne ure. Za uro niso vedele družice, zanjo ne ve nihče od nas. Zanjo niso vedeli ljudje, ki so zvečer sedli za volan, pa se zjutraj niso vrnili živi domov. Če prav premislimo, je to najresnejša stvar v življenju. Vemo, da moramo umreti, vsi bomo enkrat umrli, pravimo, ne vemo pa, kdaj. Te misli ni mogoče uiti. Kaj pomeni torej budnost oziroma čuječnost, o kateri vztrajno govori na več mestih evangelij? Ali morda to, da živimo takoč zadržanim dihom, da mislimo noč in dan samo na smrt, da smo odreveneli v te misli? Ne, nikakor. Biti buden pomeni imeti pred očmi življenje, kakor razmišljati o tem, kako bi to življenje napolnili z vsebino. Pomeni uro za uro, dan za dnem izpolnjevati Božjo voljo. Tisti je buden, tisti je pripravljen. Skratka, to pomeni delati. Natanko tako so razmišljali o tem trenutku cerkveni očetje. Imamo čudovite zglede njihovih misli. O tem je govoril Pavl, če se ozremo k njemu, ki pravi, da je vera, ki deluje po ljubezni, tista prava vera. Ali kakor pravi apostol Jakob, da je vera brez del mrtva. Torej delati dobro.
Spomnimo se besed svetega Frančiška, ki je govoril takrat, ko se mu je že bližala smrt, ki je že toliko naredil v življenju, pa pravi svojim sobratom: bratje, začnimo delati dobro, doslej smo še tako malo storili. Predvsem pa se spomnimo Gospodovih besed: hodite, dokler imate luč. Hotel je reči, naj kolikor je mogoče napredujemo na svoji poti, v pričakovanju, da se bo naša pot končala in da nas bo nekdo poklical k počitku. V drugem berilu smo slišali besede apostola Pavla: nočemo, bratje, da bi vi ničesar ne vedeli o tem, kako je s tistimi, ki so zaspali, tako da se ne boste vdajali žalosti, kakor drugi, ki nimajo upanja. Mi verujemo, da je Jezus umrl in vstal. Tako bo Bog tudi tiste, ki so zaspali, skupaj z Jezusom obudil. Tolažite se torej med seboj s temi besedami. Amen.